Lepo pozdravljeni, lep dober večer od naju z Jakobom. Živijo, Jakob, Dober lepo, večer. da si znova z nami. Z veseljem, bilo je precej vprašanj. Tokrat sem zbral tista, ki so povezana z biznisom, torej poslovna. Poslovni del življenja ga tokrat zanima. Pa tudi vas, veliko vprašanje prišlo, res je. Bova kar začela? Pa dejva, prvo vprašanje je zraslo na mojem zelniku. A ste vi opazili, da vedno prvo vprašanje zraste na njegovem zelniku? Na mojem zelniku veliko zelja raste, kaj naj rečem. Pa vedno imaš izvrstno vprašanje, tako da jaz sem kar vesela, da je temu tako. Držite pesti zame. Torej, kako dati ime podjetju, da se na tekočem računu znajdejo milijoni, kar tako odenkrat. To me zanima. To zagotovo nikogar izmed vas ne zanima, to zanima samo tebe. Ja, naziv podjetja je pomemben, zelo težko pa zagotovim take čudežne premike kar odenkrat, ampak sigurno pa ime lahko podpira ali pa tudi ne samo dejavnost, ki jo opravljamo. Torej, ko izbiramo ime, mora biti povezano tudi glede na dejavnost. Ponavadi tisti daljši opisi tako piše, kaj počnemo zraven, ampak tisto ime, s katerim se predstavljamo, tudi mora biti sinhronizirano z dejavnostjo. Kaj to točno pomeni? Prevedi, enostavno slovenščina. Torej, vsaka črka ima svojo numerično vrednost, ne tako kot je recimo A1, B2, se pravi, ko midva gledava besede, pri nas je treba dati glavno dejavnost, ime, priimek, SP in tako naprej. Te črke tudi posamezne naj bi podpirale dejavnost, ki jo opravljamo. Se pravi, če dava plastičen primer, če govoriva o gradnji, če govoriva o fizičnem zdravju, potem iščemo številko 4. In s tem povezane črke in seštevke besed in tako naprej. Tako da v bistvu, če na kratko povem, jaz imam kar veliko dela z računanjem. Preda vse dejavnosti in nazive in SP-je in spletne strani in lokacije in te stvari preverim, ampak sigurno je pa fajn, če nas vsaka ta beseda, ker vsaka beseda pa je energijski zapis, podpira pri tem, kar počnemo. Torej, ja, eno od vprašanj je bilo tudi, kaj vse dejansko se da zračunati in kaj vse vpliva. Vse, ja, ki si že rekla. Torej, od tega hišne številke, kjer imamo pisarno, recimo, do telefonske številke. Do tekoči račun. Dobro, to ne moramo ravno izbirati, ampak imamo PIN, lokacija je pomembna, nadstropje je pomemben, številka sobe je pomembna. Vsekakor je pa najbolj pomemben naziv, kot je v iPasu. Datum otvoritve, se pravi datum registracije. Pomemben je tudi, ko imamo neke nove projekte, ko se širimo, ko se selimo, ko odpiramo nove poslovne prostore ali delamo spremembe, da izberemo ugoden datum. Tako da v bistvu vse se da pogledati. Vse. Kaj pa ljudi najbolj zanima, s čem se največkrat obrnejo? Za ime ali za datum ustanovitve? Pri otvoritvi običajno za ime in datum ustanovitve, pa vse večkrat se zdaj pojavljajo tudi vprašanja spletne strani, ker smo vsi tudi bolj prisotni na spletu, se pravi spletne trgovine in tako naprej. Tukaj je bil opozorila .com, ni v redu, .si, ni v redu, če le lahko dodamo malo praktičnih nasvetov, .eu. Je najboljši. Jakob je super. Ja, meni, da me nikoli ni o tem nič spraševal. Ne. To pa ni na nekovem zelniku zrasla. Same nove informacije. A res? Zakaj je boljši? Zato, ker SI, če zdaj prevedeva v številke, je 19, kar je karmično število. .com, če prevedeva je 16,7, kar je znova karmično število. Tako da EU je pa 8, ki pa dejansko podpira posel. Mislim, da se bo zdaj vse spletne strani začele spreminjati, vsi, ki gledajo dole oddajo. Noben uče Karmena svojim tekočem računu. Ampak to je fajn, ne? To je fajn, da vemo. To so neke malenkosti, ki se jaz ne bom zdaj rekla, da se bo zgodila katastrofa, ampak sigurno pa nek ta zapis ni pozitiven, nas ne podpira. 8 podpira obilje, če se... Tako, vedno. Tudi, če nič ne vemo... .eu, če se kaj vnesem v te oddaje, .eu. In vedno mora biti seštevek 8. Ali hišna številka, ali je PIN, ali je TRR, več 8, kaj je boljše. Numerologija, pa biznis oziroma posel, se mi zdi, da mogoče se tudi poslovneži vedno bolj odločajo za te zadeve, dajo več pozornosti na te bolj ezoterične vede, ali so tako še zmeraj zelo striktni, pa to je mambo jumbo, kaj ste ti? Zdaj bom tako rekla, v naši dragi Sloveniji je še vedno veliko tega, jaz v to nič ne verjamem, pa ko noben ga ni, te mi hitro pogled pa povej.
Zelo veliko tega, ljudem še vedno mogoče nerodno to priznati, sploh v poslovnih vodah. Bom pa rekla, da v svoji preteklosti sem sodelovala že s parimi močnimi podjetji, pa zdaj se ne bi spuščala v imena, ki so zelo veliko dala na to in ki tudi, ali pa tudi astrologija, ne samo numerologija, in ki tudi so videli rezultate tega, da je fajn, da pogledaš, kdaj imeti pogajanje, da je fajn vedeti, kakšen dan je ta, na katerega imaš pogajanje, kaj je zdaj tisto, kar se lahko pojavi kot izziv, da se mu izogneš. Če mi vemo, da je nek dan, ko bomo veliko hitreje uskipljivi, seveda potem se ne bomo šli pogajati z nekim dobaviteljem ali poslovnim partnerjem, kjer to ni dobrodošlo. Če pa imamo na drugi strani človeka, ki je tudi sicer agresiven v svoji komunikaciji, pa mogoče nam bo ravno ta usklipljivost pomagala, da bomo končno rekli, ne grem pod te pogoje ali kakorkoli. Se pravi, numerologija lahko zelo pomaga, vse bolje prisotna tudi v poslovnih vodah, vse več je tega, da se preverja tudi trgovske znamke, ime trgovskih znamk. Se pa še vedno o tem manj govori, kot recimo v tujini. V tujini so veliko bolj sproščeni v tem, da imajo astrologe in tako naprej. Se kdaj kakšno podjetje obrnilo nate za analizo svojih zaposlenih? Tudi v kadrovske namene, se pravi ne samo zaposlenih, ampak tako kot imamo psihološke teste in tako naprej, tudi pri izbiri zaposlenih. Ko je prišlo do ožjih članov, ko so imeli izbranih, ne vem, za določeno delovno mesto 5 top, sem dobila jaz podatke teh 5 top, povedali mi je bilo točno, katero delovno mesto gre in potem smo se pač usedli, kjer bi bil najbolj primeren. Jih je zanimalo tudi, kako se bojo ujeli za ekipo, ki je že obstaja? Tako. Zanimivo. Tega pa ni bilo malo. Moram reči, pri teh večjih, ko govorimo o sami zaposlitvi, tega pa ni tako malo. Ampak znova, dvomim, da potem pridejo nazaj in rečejo, veste kaj, numerologi ne reka, da ste vi najbolj top. Po moje si zasluge kar sebi pripišajo za izbiro. Ampak če pa kaj narobe... Si pa zagotovo ti kriva, ja. To pa nisi povedala. Pri zaposlitvi bilo je tudi vprašanje, kako lahko numerologija pomaga pri iskanju zaposlitve. Absolutno, že pri iskanju tega, kdo smo mi, kaj smo mi včasih. Jaz bi si želela, da življenje ne bo šlo v tej smeri, to si se učil in pri tem moraš ostati in hoditi 40 let v službo istega poklica, če mogoče si se vmes spremenil. Ker če smo iskreni, tam pri 10-12, ko se odločamo, kaj bomo študirali, vprašanje, če vemo, če se bomo tam našli. Tako da pomaga pri vzgoju otrok, pri prepoznavanju, kjer smer študija sploh in potem tudi pri sami spremembi, ker so tudi prelomnice v življenju, ko rečemo, ok, tole mi nič več ne pomeni. Letošnje leto nam bo postreglo z veliko takih situacij, ko bomo, to nisem več jaz. Tako da numerologija lahko zelo pomaga pri prepoznavanju naših talentov, se pravi tega, v čemer smo dobri, pa tega morda ne vidimo ali pa se to nam ne zdi nič kaj takega, in tega, kaj se učimo in zakaj nam določene stvari delajo preglavice in kako tudi tukaj potem se temu izogniti. Kako pa lahko pomagaš nekomu, ki je v tem trenutku recimo brezposeln, aktivno pošilja prošnje in to, na kakšen način lahko tukaj numerologija pride nasproti? Dve stvari sta tukaj. Ena je recimo, kdaj je obdobje primerno, da v bistvu si ti v času, kot te energije, ki te obdajajo, spodbujajo v temu, torej da takrat res narediš ti spuš, pa pošljaš prošnje tudi tja, kjer mogoče ni razpisa. Pač se predstaviš, pošljaš CV, poveš. Kajti vse kadrovske načeloma shranjujejo tudi prošnje, kadar ni razpisov. In potem mogoče včasih pride skozi, da tako rečem. In pa prepoznavanje tega, v čemu smo dobri. In tega, kjer se ne vidimo, da smo dobri. Vsi imamo te procese, kdaj za seboj. Sama sem delala v vrtcu in sem imela občutek, da kako bi se pa jaz v pisarni znašla. In mi je podobno ena gospodična lepo nazaj rekla, jaz, če sem šef neke firme in vas poznam in vidim, da ste 14 otrok 11-mesečnih bila sposobna uspavati in bila sposobna trezno razmišljati o samo tistem upitju, potem sem prepričana, da se boste tudi v kolektivu mogoče tečnih žensk znašla. Pa mi ne razmišljamo tako, mene takrat zelo zasukala. Ona si sicer malenkost drugače izrazila. Ampak hočem reči, včasih resnično iz neke lastnosti, ki je mi ne znamo prepoznati ali pa aplicirati nekje drugje, lahko nastane neke čudovitike. In tle numerologija zelo pomaga, ta kombinatorika, v čemu smo dobri, kaj nam je lahkotno in kaj je tisto, kar nas izpolnjuje, ker če bomo mi izpolnjeni, potem bomo z radostjo šli v službo. Tako da tle tudi z tega vidika lahko numerologija pomaga nekomu tudi prepoznavati, v kateri smeri se mogoče ali še malo izobraževati, ker ko smo brezposelni, imamo čas za to, če imamo le možnost, in potem tudi kam targetirati. Kakšno vprašanje povezano s poslom v tvoji karieri ali pa da je prišlo strani poslovneža, poslovne ženske,
še posebej presenetilo oziroma nisi pričakovala? No, recimo to, kako zdaj milijone, a ne? Ja. Še vedno čakam, če pol preveriti račun. Ja, pa sta 3-krat preračunala. Ja. Da bi me prav presenetilo, ne, moram reči, da ne. Mi je pa všeč, da se tudi na tem področju življenja vse bolj odpiramo temu. Lepo. Če bi dala kakšen nasvet nekomu, ki v tem trenutku odpira svoje podjetje ali pa zdaj začenja, a je to leto primerno za odpirati? Na splošno za vse v letošnjem letu velja ne nekih težkih, hudih finančnih investicij. Letošnje leto samo kot tako niha. Jaz se hecam, letošnje leto bo celo tako kot naši ukrepi, ker ne bomo vedeli, ali maske ja, ali ne, ali kam gremo lahko, za koliko časa gremo lahko. Počasi izgubljamo nit. Letošnje celotno leto je tako, se pravi, ko govorimo o nečem popolnoma novem, recimo, da ti zdaj prideš meni in rečeš, viš kaj, Lili, jaz sem se pa danes zjutraj zbudil in sem gotovo, da se pa hočem zdaj ukvarjati z akvaristiko, ne, pa njega res akvarizem ne zanima. Pol bi rekla, ne, Jakob, mogoče ne, no. Če pa govorimo o nečemu, kar je že dalj časa prisotno v našem življenju, se pravi, da govorimo o nečemu, o čemer smo razmišljali že lansko leto, nas energija podpira pri ekspanziji. Se pravi, tisti, ki že imajo nek svoj posel in si drznejo iti čez neke omejitve in načine razmišljanja, bi lahko letos bili zelo uspešni. Tisti, ki pa iz nič pričenjajo nekaj zelo novega, naj bojo pa previdni. Je pa absolutno fajn preveriti, kdaj je sam datum tak, da podpira nekaj novega, pa naš osebni datum. Se pravi, današnji dan je lahko mogoče fantastičen za posel, ampak če sem jaz v osebnem obdobju, ki podpira pa mir, pa tišino, pa mogoče celo nazadovanje v preteklost, pa pomeni, da bom jaz ponavljala napake preteklosti v tem poslu, ki ga bom zdaj začela. Ja, veliko je kombinatorike, kot vidite. Dobro, to so vse stvari, ki jih je zelo dobro v resnici vedeti, kadar se odločamo za takšne pomembne korake. Če sem te prav razumel, kriza, v kateri smo, dejansko za nekatere lahko nosi tudi velike priložnosti, kar se posla letos tiče. Letošnja energija je tako kot vala, ne? In zdaj težko je, zdaj zelo nehvaležno je predvidevati, kateri izmed teh valov je ful pozitiven, če ne vemo, v katerem osebnem obdobju je določena oseba in tudi posel je tudi lastna identiteta, ne? Se pravi, tukaj gre znova za kombinatoriko večjih stvari. Absolutno lahko prinese razcvet, absolutno lahko prinese hit, tako kot so bili v 80-ih bendi, ko so imeli en hit, pa jih pa nikoli več nismo slišali. Tako da, približno tako je lahko tudi letos. Lahko se nam ful odpre, ful uspeh doživimo, ni nujno, da bo ostal. Lahko pa seveda stvari, ki so do zdaj bolj kot ne stagnirale, doživijo totalen razcvet. Mislim, da meni počasi zmanjkalo vprašanj. Je še kakšna stvar, na katero bi nas ti opozorila povezano z v bistvu poslom? Vse je energija. Prvo, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da uživamo v tem, kar počnemo. Ne? Sigurno, ko smo v neki službi, ki nas ne osrečuje, ki imamo občutek, da nas zatira. Evo, imam še eno vprašanje. Ježeštana. Zbudil se je. Kaj pa menjava službe? Včasih vztrajamo ful dolg časa na določenem delovnem mestu, ker si mogoče mislimo, da boljšega ne bomo najdli ali pa ne se strah, še zmeraj se držimo nekega okvira, neke varnosti v narekovajih, čeprav vsako službo lahko izgubimo, se zjutraj zbudimo, pa je ni več. Tako, tega se mi zdi, da obdobje naših staršev, ki je res veljalo, so pač stabilna podjetja, imaš zagotovljeno službo, zagotovljen prihodek, nek občutek varnosti, tega ni več. Zamenjava službe je v letošnjem letu ugoden čas. V bistvu petka simbolizira menjavo, razcvet, razmah. Se pravi, nikakor ne priporočam, da če se ne počutiš dobro v službi, ne tega početi kot v filmih, ne metati stvari po tleh in potem vihravo iti ven, ker se verjetno ne bo končalo tako kot v filmih, ampak pač tisto mejo, zdaj imam pa dovolj, zdaj bom pa pričel iskati drugo službo, bi bilo pa fajn letos implementirati. To pa dejansko podpira energija. Našli smo nekaj pozitivnega. Tako smo zaključili na visoki noti. Poziv k pošiljanju vprašanj še vedno velja. Ja, jaz sem vedno vesel v preverjanju, nekaj se jih je nabralo še za kakšno drugo oddajo, skratka od različnih tem do specifičnih vprašanj, vse je dobrodošlo, potem jaz malo to skupaj dam in dodaš še nekaj svojih. Seveda, brez tega pa ne gre. Absolutno, zato te pa imamo. Hvala ti, Jakob, da si bil znova z nami. Na lsa@lili-forum.com pa pošljite čim več vprašanj, da bomo dali Jakobu čim več dela. Tako je.
Mi pa bomo zdaj pogledali, kaj nam prinaša teden pred nami. Jaz predlagam, da že kar pogledamo formulo za izračun števila življenjske poti. Toliko časa seštevamo, da pridemo do ene same cifre. Torej, pred nami je teden, v katerem se bodo stvari spreminjale. Pred nami je teden, v katerem bomo zelo nihali. Pred nami je teden, v katerem se bo maj končno pričel. Torej, prejšnji oddaji smo rekli, kdo in kaj ste vi, zakaj ste takšni, zakaj nekako vi sprejemate določene stvari, zakaj so vam sprejemljive ali ne. V tem tednu, drage moje enke, pejte korak naprej. Zdaj pa je končno tisti čas, ko boste tudi vi lažje zadihale, ko boste lažje naredili tisti preskok, po katerem ste hrepenele že prej. Torej, drage moje enke, zdaj pa je konec tistega zadrževanja, o katerem smo govorili v zadnjih nekaj oddajah, ko sem govorila, ne gre čez noč, potrpeti. Torej, lažje boste dihali, lažje boste naredili ogromen korak naprej, ne pa pričakovati okolice, da vam bo pri vsakem takem koraku ploskala. Saj vi ste hitri in bliskoviti, načeloma ne marate ljudi, ki so neodločni, ne marate ljudi, ki se ne znajo definirati. Torej, velika verjetnost je, da vas bodo obdajali ljudje, ki jim boste nekoliko čudni posledično. To naj ne bo vaš problem. Drage dvojkice, tisti, ki imate število življenjske poti 2, pred vami je čas, ko bi se lahko postavile stvari na glavo, ko bi se stvari lahko prikazale zelo drugačne, kot so. Želela bi vas opozoriti, da po vsej verjetnosti v resnici so drugačne, kot se v tem trenutku zdijo. Torej, določeni ljudje, določene situacije, določene priložnosti, počakajte, da se resnično izkristalizirajo, počakajte, da resnično dobijo svoj zagon, da resnično pokažejo svoj pravi obraz, da resnično pokažejo, kakšno energijo v resnici vam nosijo, prinašajo pa vam izbiro. Kaj boste vzeli, kaj boste pustili, kaj boste pa morda preprosto samo poskusili. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas, v katerem bi vam lahko domišljija sicer malo ponagajala, lahko bi vas pa zelo inspirirala. Energija se končno sprošča, čutimo maj, čutimo se bolj osvobojeni, čutimo se bolj svobodni. Torej, če se vi v tem opisu ne najdete, se vprašajte, česa je dovolj. Glejte, maj vam bo pomagal pri tem, da boste resnično zagrabili bika za roge in presekali tiste vzorce, ki vas ne krepijo. Torej, maja se ne opravičevati, če vam nekaj ni več všeč. Maja se ne opravičevati, če se vam nekaj ne ljubi. Ampak se resnično odločajte za tisto, kar vas polni z radostjo. Končno smo prišli do tistega zadnjega tedna, ki vam bo prineslo nagrade za tovrstne odločitve. Število življenjske poti 4. Pred vami je čas, v katerem se dajte postaviti za svoje zdravje na nek način. Kaj je tisto, kar vam prinaša mir? Kaj je tisto, kar vam odnaša mir? Kaj je tisto, in komu vi prinašate mir in komu ga odnašate? Torej, veliko bo situacij, v kateri bi bili morda lahko pretreseni ali bi vas lahko nekaj sprovociralo. Torej, bodite v svojem lastnem miru, bodite v svoji lastni moči, bodite vi in bodite mirni. Ne glede na to, da je energija okrog vas morda bo vse prej razen mirna. Število življenjske poti 5. Pred vami je čas, v katerem bi lahko kar divjalo okoli vas, v tem bi seveda lahko zelo uživali. Po drugi strani pa je zdaj idealen čas, da si tudi vi umirite. Tokrat pa je prišel teden, v katerem morda je dobrodošlo, da preprosto dihate in da mogoče si tudi vi ustavite in da mogoče rečete, ok, to ja, to ne. Jaz vem, da se ponavljam in verjamem, da vam vedno zvenim isto, ampak resnično smo v času, ko izbiramo, kdo smo. In drage petke, v tem času dajte inspirirati nekoga drugega, svojo okolico, da pokuka preko svojih mej, da nekako pogleda preko svojih prepričanj. V tem ste fantastični, torej v tem tednu ste nekako postavljeni v vlogo učitelja. Število življenjske poti 6. Tudi za vas končno prihaja malo bolj umirjen teden. Okolica morda sicer ne bo tako zelo mirna, ampak v vaši notranjosti bi se pa moral oblikovati občutek umirjenosti, občutek suverenosti. Prejšnji dan smo rekli, za vami je nekaj intenzivnih let, torej veliko zanimivega ste dali skozi, veliko ste se o sebi naučili. Končno je prišel trenutek, v katerem dajte preprosto sprejemati zase. Preprosto uživati v temu, preprosto si dovoliti. Preprosto si dovoliti biti vse. Mogoče tudi slabe volje, mogoče tudi nezainteresirani. Preprosto si dovolite doživeti, izživeti in uživajte v tem tednu. Za vas je prav posebna domača naloga, uživajte.
Število življenjske poti 7 podobno velja tudi za vas. Kaj ni bilo dovolj zahtev, kaj ni bilo dovolj izzivov, kaj ni bilo dovolj dvoma, kaj ni bilo dovolj kritike, predvsem samokritike. Kaj, če bi si tale teden vzeli dopust? Kaj, če bi tale teden zase rekli, ok, karkoli naredim je super. Česarkoli se lotim, mi bo šlo. Karkoli mogoče naredim slabše, kot mislim, da bi mogel, je čisto v redu. Kaj, če bi si rekli, vse je cool. Kaj, če bi preprosto dopustili, da je tako, kot je, in samo spustili. To je ena taka velika lekcija tega tedna, verjamem, da nam ne bo vedno šla od rok, ampak bistvo tega tedna je, da spuščate. Ne nosite razočaranj s seboj in ne pričakujte od sebe prehitro, preveč. Število življenjske poti 8, pred vami je teden, v katerem se bodo te nove prioritete, novi cilji, nov razpored časa in obveznosti končno pojavil, zagnal nekako in tudi pričel funkcionirati. Tudi za vas velja. Če nekaj ne gre, če se ne premakne, spustite iz rok. Ne na silo, ne se vrteti v en te istih krogih, ne biti vedno znova ujeti, upeti v isto. Iz tega ste šli prejšnji teden ven, če se spomnite. Torej, kako lahko na bolj spontan način, na bolj razigran način tiste stvari, ki se nikamor ne premaknejo, spremenite oziroma seveda tudi opustite. Število življenjske poti 9, pred vami je čas, v katerem boste lažje dihali, lažje sprejemali drugačnost in lažje prenehali premlevati preteklost, kar je fantastično. Tudi vi prihajate iz obdobja, ko ste zelo nekako gledali nazaj, ko ste bili v lastni retrospektivi, ko ste analizirali sebe, pa druge, pa zakaj, pa tako naprej. V tem tednu bodo te stvari popustile, lažje boste morda sprejemali dani trenutek, v katerem ste, lažje boste gledali v prihodnost, lažje boste vi bili preprosto vi, ne glede na vašo okolico in še pomembneje, ne glede na vašo preteklost. Tudi sicer smo v tednu, ki bo nam prinesel malo drugačne uvide. To zdaj velja za vse nas, ne glede na vaše število življenjske poti. Torej, tale teden nam prinaša možnost razmaha. Nam prinaša možnost drugačnega razmišljanja. Nam prinaša možnost spustiti stvari. Kajti v bistvu vse, kar imamo, je tale trenutek. Preteklost je takšna, kakršna je. Spremeniti je ne moremo. Marsikdo se laže, marsikdo se skriva za izgovori, ampak dejstva so, kakršna so. Če je včeraj padal dež, lahko še tako govorimo, da je sijalo sonce, še vedno so njive mokre, recimo. Torej, v tem trenutku, kar nas želi življenje naučiti v tem tednu, je spuščanja, dopuščanja, občutka svobode, tudi v situacijah, v katerih se zdi, da smo zelo omejeni. Tudi v situacijah, v odnosih, kjer imamo občutek, da nismo spoštovani, da se nas ne sliši, da nismo upoštevani. Seveda je potem za predvidevati, da se bo ravno to pojavljalo v našem življenju, se pravi ljudje, ki nam ne bodo dajali veljave, ljudje, ki nas bodo morda celo kritizirali, ljudje, ki morda nas ne bodo želeli sploh razumeti. In to je bistveno vprašanje v odnosih včasih. Ali na drugi strani imate osebo, ki je samo različna od vas in vas zato ne razume, pa se trudi. Ali imate na drugi strani osebe, ki pravzaprav vas ne želi slišati, vas ne želi razumeti, vas na noben način ne sprejema, ampak vam želi vsiliti svoj prav. Vas želi prepričati, kako zelo v zmoti zase živite. In v končni fazi, dragi moji, živimo svoje življenje in vsaka naša odločitev prinaša posledice nam. Ne glede na to, da tako radi potem rečemo, ta oseba mi je tako svetovala, tam sem to prebral, zaradi nekoga drugega sem se tako odločil in narobe sem se odločil, ko bi le sebe poslušal. Kolikokrat ste si to rekli, ko bi le sebe poslušal? Kaj pa, če bi se domenili, da od danes naprej boste v vsaki situaciji, ko vas bo prešinila intuicija, ko boste dobili nek uvid, neko željo, nek globok občutek sebe, da boste preprosto mu sledili. Včasih je potrebno samo to. Včasih ta naš notranji otroček, včasih mi sami potrebujemo samo to, sebe slišati in uslišati, kajti na koncu dneva nam nič ne pomaga, če se pritožujemo, da nas drugi ne spoštujejo, drugi ne poslušajo, ne upoštevajo, če to tudi sami ne počnemo. Kadarkoli sebe zatiramo, v bistvu sami sebe ne poslušamo, sami sebe ne upoštevamo, sami sebe ne spoštujemo. Kako potem lahko pričakujemo to od okolice? Težko. In zato je tukaj maj,
O tem smo govorili že v prejšnji oddaji. Če ste jo spregledali, si jo lahko gledate na mojem YouTube kanalu in tudi na YouTube kanalu ETV-ja. Torej, prisluhnite, kaj vam maj prinaša. Vsem nam pa nam prinaša te izzive svobode. In tale teden, predvsem tale teden, prinaša razmah. Torej, če si želite več v življenju, najmo se zmeni, tako kot se velikokrat, da boste po končani oddaji vzeli papir in boste napisali, česa si želite več in od česa želite iti stran. Torej, napišite si vsaj 10 stvari, ki si jih želite, da bi zrastle, katere boste negovali, katerim boste namenili več pozornosti, več ljubezni, več zaupanja in vere, da se vam bo točno to, kar ste si zadali in zaželeli, uresničilo. Kajti nič nam ne pomagajo želje, če v njih ne verjamemo. Nič nam ne pomaga še tako želeti in si nadejati in hrepeneti po nečemu, če menimo, da to za nas ne obstaja. Za druge ja, ampak za nas pa ne. Torej, morda bi ta teden izničili ali pa zdaj pričeli delati tudi na to vrstnih miselnih vzorcih, ki vam morda sam pa kaj prišepetavajo v vaše ušesa, da za vas pa to ne bo šlo, ker ne vem kaj. Dajmo se tukaj morda skupaj odločiti, da temu ni tako in da v tem tednu boste to presegli. Kajti število 5, naj vas spomnim, simbolizira ravno to. Preseganje lastnih mej in omejitev. Torej, napišite si vsaj 10 stvari, katerih si želite več v življenju. Na vseh področjih, se pravi odnosi, zdravje, obilje, duhovna rast, osebna rast, čustvena rast in tako naprej. In seveda napišite si tudi 10 stvari, katerih si želite manj. In sploh pri teh stvarih je pomembno, da se od njih poslovite. Velikokrat namreč se ujamemo v vzorec tega, da si želimo tega nočem, tega nočem, tega nočem, ampak ravno zato, ker vedno znova afirmiramo točno to, česar nočem. Recimo nočem te bele srajce, res je nočem, ampak afirmiram pa belo srajco in če dajem energijo tej beli srajci, bo seveda bela srajca rekla, živijo, jaz sem še zmeri s tabo, veš? Pa kar fajn mi je, ko mi ful energije daješ, prav happy sem s tabo. In to velikokrat lahko prevedemo tudi v naše odnose. Koliko energije dajemo, koliko razmišljamo, analiziramo in s tem hranimo tudi toksičen odnos. Hranimo tudi toksične ljudi. Torej, Maja v energiji števila 5 bo lažje ven iz tega, zato vas jaz spodbujam, da si čim bolj definirate, kaj ja, kaj ne in se poslovite vsaj na energijskem nivoju od tistega, kar več ne. Torej, dragi moji, hvala za vašo družbo. Vabljeni v mojo družbo tudi naslednji ponedeljek ob 8. Govorili bomo znova o nečemu zanimivemu. Če vas malo bolj zanima numerologija, seveda vabljeni, da pokukate tudi na mojo spletno stran www.lili-sorum.com. Vprašanje pa, kot sva z Jakobom rekla, z veseljem zbirava na ls@lili-sorum.com. Dragi moji, čim več prečiščevanja. Bodite tale teden kot pepelka. Spucajte, prečistite in se poslovite od slabega. Pri temu pa zraven uživajte in se veselite prihodnosti. Pa, pa!